Fora je, da vmes bom vprašal tudi vprašanje, ki imam vedno tako, da gost za naslednjega, čeprav ne vejo, kjer gost je, da postavijo vprašanje. Zate vprašanje, mogoče se pa še enega ti spomniti za naslednjega, ampak ta vprašanje zdajle je ali prvo kosmiči ali mlek. Valjda kosmiči model. Kaj je s tabo? Ne, res? Ja. Že prej sem se zunil skregal. Kaj, diš ti najprej mlek? Mlek, pa not kosmiči. Daj mi ven klele. Ajde, lepo se meni. Gospod, a vas lahko nekaj prosim? Ja, kar povej. A bi lahko tole prebrali? Jan David se pogovarja. No, dobro. Nič, daj, da začnemo. V glavnem, dobrodošli, z mano je Stin Brinovec, oziroma Hila Brin. Kaj ima? Aha, okej. Daj mi povej, kva sploh delaš ti model? Kdo si sploh ti? Mislim, jaz sem zdaj videl, nekaj sem te videl na temu levalu, pizda 202. Nekaj si povedal, da si reper, nekaj. Yes, sir. Ja, ne vem, no, ene 2-3 leta nazaj sem začel pisati rapene. Najprej je bila to s kolegom v šoli, ne, sva malo repala o tem, kar delava. In kaj delata, mislim, jaz sem, tako ti mi povedal, kako sem te videl, malo sem te počakiral, ono. Po domač povedan, jaz bi rekel, ti nisi neki Nipke, neki Klemen, ti si tako slovenski trailer the creator, tako ful tak imaš, trd stil imaš, no bi rekel, ful tako. Bom iskren povedal, meni ta rap je prehud, lahko en komad poslušam, pa ne moram več, ampak pač. Direkt, ja, nek tak surov stil probam noter implementirati v muziko, ne. Zdaj itak ta velik plan je, da rastem svojo muziko, da se najdem svoj stil, pa da nekaj novega ustvarjam, ampak do takrat pa pač delam najbolj surovo, kakor se da. Aha, da je v bistvu ne greš v noben stil, zdaj nalaš, ne, da bi imel tam neke violine vzad, pa nekaj, pa tako ful nekaj glasbeno, ali kva. Zato, da boš ti najdel kao samega sebe in pol boš pa ti šele vedel. Zdaj mi ga pa sede. Zdaj mi ga pa sede to pa to, ja, direkt, ja. Trenutno res delam na tem, da svoje verze izostrim, da te punchline nadgradim, da res lahko vsak vers, ki ga slišiš, so samo tako nekaj povedal, da ni samo neki besede, ki nimajo pomena. Ja, drugač pa na storytellingu delam že ful dolg časa. Ene par komadov imam posnetih že s tem storytellingom, načinom, ene par jih je tudi objavljenih. To se mi zdi nekaj najlepšega, ko lahko iz pesmijo dejansko pač poveš eno zgodbo, ne. Ja, okej. Direkt, ja. Sam, kako pa recimo, daj, tako, ko se ti lotiš komada, recimo, kako sploh narediš pol, ne vem, veš kaj mislim, pač, kako prijaš, ti si kar tako, zdaj pa vidim, ne vem, Drog za štrom bom napisal komada, ne, a veš, pač, sketi inspiracije, ker napisal si ful stvari že, ne. Ja, posneti, to moram še pofleksati, zdaj posnetih imamo čez 50 komadov, Kotlonci, napisanih imam čez 150, zdaj pač velikih ne bo posnetih nikoli, ne, ampak se rad pofleksam s tem, veš, Inspiracijo črpam iz posod, realno, ali je to roža tam v betonu, ali pa je en mehen kompliment, ki sem ga dobil. Zdaj pa spravim se k pisanju besedila, realno, da si naštimam podlago, inštrumental, sprem beležko na fonu in je to tono. Zelo se noter zapišem, ne vem, kakšno urco pa pol pišem, sem čist noter, lahko pa tudi 10 minut, pa če zgubim fokus, pa grem na kaj drugega. Ja, kako pa recimo, okej, zgubiš fokus in kva pol delaš, ker nimaš fokusa zapisati? Fokus, poslušam muziko, realno, delam bite, pa to. Ampak kako pa te podlaga, pa to, a to, pač teh podlag je dosti podobnih, a ne, bodimo realni, ne. Kje to sploh dobiš za rap podlago? Da te ne pojebejo, avtorske pa to. Zdaj, prav specifično dobivam iz enega YouTube kanala, mislim, da se mu imenuje Soulhawk. V bistvu vsako nedeljo, ne vem, po ene 20 komadov objavijo. Tu imam 12 jih zakusil. Ja, direkt, direkt. Lepa igra. Objavijo ene 20, ne vem, od artistov iz 60-ih, ko so imeli še plate ven, ki so jih manj kot 100 prodali, pa take scene. Imaš res take dragulčke, nič ni avtorskih pravil, pa draguli so, a veš, in pol se ti posempla, malo počopaš, razporediš ene hi-hate, če je lo-fi, še eno melodijo zraven in je pač v bistvu to, a ne.
se že v 90-ih se je začelo to, da se kradejo komadi s samplanjem, in to je zdaj sam naprej, v bistvu. 90-ih ali kdo v 90-ih? V 90-ih vem, da sta Nas pa AZ, Okay, da sta... Ne poznam toliko te scene, ampak ok. A veš, ker album je Elmatic? Ok, tega si moraš poslušati. Bom čekiral. Pač začel se je že takoj iz prve, a ne. Mislim, tudi Slow Tupac, Ja, ko mu je Dr. Dre produciral California Love, ja, to je da je kar znako. to samo en sample. V bistvu dva različna sample. In ja, v bistvu je tudi to, koliko kreativen zdaj postaneš s tem samplanjem, a ne. Zdaj to se še učimo, delam jaz z 2 kolegoma, en ima že 4 leta izkušnje. Kaj to, izkušnja s čem? Izkušnje z beatmakanjem. Jaz sem samo ene par mesecev, jaz sem še frišen uno. En se pa tudi zdaj uči, mislim, da je 1 let, 2 leti ima izkušnje. Aha, ok, ni bad. A pa pol ti tudi v bistvu, ti nisi samo jaz sem rapper, jaz bom odrapal in grem in naredite mi komad. Pol ti tudi zraven sodeluješ pri produkciji tega. Večinoma, tudi to, ja. Ne vem, no. Če imamo, veš, snemamo ponavadi v nedeljah v Kotlanci, no. Vsako nedeljo se dobimo ob 2 ali pa ob 3, Ni pa bad. ga Pol greš danes snemamo. tudi snemat. Danes imamo še pauzo, zdajle Danes imamo. si novoletni. Ja, kolektiven dopust imamo. Kolektivca, ni bad. Če skup pridemo do koncepta za kakšen song, naredimo skup bite, Mhm. drugač pa, ne vem, od tega Easy Lukmana, ki zdaj prihaja iz Ljubljane k nam snemat, imam še ene 10 bitov na vesti za najin EP. Večinoma bitov itak že prej narejenih, a ne. Zastopam. Ampak, da se še malo na lokalno. Kotlovenca pa to, pač to imajo ful neke robe, pa ful sploh Ja, ne ve za to, ej. kako si ti do tega prišel, pač. Meni so en kolega, Lenart Sušnik, pevec iz Navihanih Štumfkov. Ja, on je tudi na radiju nekaj delal. On je tudi na radiju, ja. Ste meni že video intervju delali. Ja, pa on direkt, ja. On mi je večinoma stvari zrihtal, enkrat me je poklical prav popoldne. Ja. Rekel je, model, Kotla te je poklicala za en koncert. Ok, a ne, res me je Kotla poklicala za en koncert, proba Hodnik. Rekel mi je, poznaš Selkota, verjetno da ga, a ne. Daš pa, ja, itak. Rekel, ti repaš, a ne, no super, pridi danes na Generalko, po jutrišnjem je koncert, ajde. Sem prišel, sem tam malo rap ubil, ok. Zdaj od tistega bo ene pol leta pauze, po mojem. Pa sem pa res sem pač Ampak tam je recimo ta koncert, to sem tudi poslušal, sem ta intervju s tabo, tam sem te najdel. Tam si rekel, da ste imeli ta koncert in je bil nerealen vibe, ne? Ja, Pač, ampak tako, ok, to je bilo prvič. Ja, to je da si bilo bil na prvič. odru, ne? Ampak, koliko je pa tega folka res bilo tako za rap tam? A veš kaj mislim, a so bili random ljudje, ki so jim pač bil cool, zato ker pač nekaj delaš? A veš pa ne zdaj to vzeti tako, kot da neki uno kurcama pa nekaj. Ampak tako bolj uno, pač ti nimaš še uno, bi rekel, svoje une množice, ki bi stala tvoja množica. Ja, se to, ja. A jo imaš, ne vem. Direkt pač, so eni zametki tega, no. Imam ful veliko momcev dejansko po Kamniku, ki so veseli, da to delam in me z veseljem vrtijo in pozdravijo, pa te scene. Okay, Na uni množici vem, da sta bila moja starša, ene 5 unih bližnjih kolegov, ko sem jim zrihtal karto in itak je bilo zraven še prek Zooma zadeva, tako da sem še iz tam malo supporta dobil. Ok. Kva pa, recimo v Kamenku je dosti scene repno, oziroma poznamo si tak meter. Ja, Tako poznaš pač. Ja. Se poznate. Legende. Vemo, pač oni vejo, kdo sem jaz, jaz dobro vem, kdo so oni. Imeli smo ene skup isto poti vmes v lifeu. Pa, recimo ti jih poznaš, ne? Ampak ti imaš čist drug stil, recimo, ne? Ti imaš res ta čist suh stil. Kako pa ti njih gledaš, kako pa ti njihov spon gledaš? Ker recimo, meni se zdi, da pri glasbi, ja, se veliko delaš, da lahko ga užalim, ampak imaš pa tudi sreče, ne? Da te folk. Ker recimo zdaj cela Ljubljana si tako s Kamenko, fuck, meter, veš kaj mislim. Ja, direkt, ja, ne vem. Jaz mislim, da so imeli meter eden najboljših come-upov v zadnjih, to, ko priješ na sceno, ko te folk začne spoznavati in to. Imeli so eden najjačih come-upov, zato ker so res svoj stil, kako se reče unmu, ko lahko nekaj narediš svojega? Personaliziran. Po mojem. Recimo. Svoj stil so res pač, toliko so ga dobro naredili, da zdaj, če vidimo vsaj enega, ki podoben rap ali pa dela muziko, Se reče, da je to njih. da je to meter kopija, ja.
isto nočem biti nasramen, cuji giri, dober model, dobra muska, ali vsem se mi zdi, da je to samo en klon meterjev, a veš. Pač ja, mogoče so oni začeli z tem novim, ker je zdaj mogoče res trend, lahko Ja. rečeva, ne. Ampak so pa oni tako malo začeli, da je kul, ne. Ja, pa še to, a veš, nekako bi rekel njim, da so trepa, ne. Ampak meni bolj to na nek melanholičen trep deluje, neki res, en poseben občutek, da meni, ki njih poslušam. Jaz sem vse njihove plate, imam zloadene na telefonu, tako da če pridejo na šafel, da lahko z njimi vibam. Znam 3 sonca na pamet, zato ker sva jo z bejbo sva čas to skozi poslušala. Res znam Safari, ne. na pamet, Ja, recimo. Safari je dobro. Safari Ja. je tak, patriotski, zakaj? Ja, res je patriotski, ja. Pa ka pol šele začneš dojemati, ja, ne vem. Ja, tončke utopil v vinu, Ja, stari. pač to so te interne, ampak ko ful folka recimo, pa imaš pa kar mal že feeling, ker recimo ti eni tam repajo Safari, pa tako modela vi sploh veste, ki Ja, veš, direkt, ja. Ja, enkrat, ko sem še treniral basket, smo Ja, okej. igrali proti Postojni v hali, a ne. Okay. In oni so uleteli z JBL radom, te velikmu, a ne, in veš, kva so gor igrali? Safari, stari, ja, pol In pa so vas so. nahajpali na meni, Ja, da bi sebe. veš. zmagali smo za 20 uno. Ja, ni bed, ni bed. Ja, Ja, ne, no. Imeli so tudi vpliv, imajo nerealen meter. Meni se zdi, da njim ni treba več neki ful narediti, da dobijo ta recognition, ki ga rabijo, ki ga imajo v bistvu že dobiti ga, ne. Ja, ampak si ti kdaj delal? Kako pa ti, da je delal, koliko cajt ustvarjaš? En let ustvarjaš? Ja, marca smo začeli realno, smo začeli snemati. Pa ti zdaj lej, bom tako rekel, pa te folk zdaj že opaz, pač na radio si prišel in to. Jep. Pač to je kul, ne? Ampak, a si ti tako načrtno delaš, da ti samo tako dogaja, razumeš, kaj mislim? Jaz imam toliko enih projektov v glavi, toliko enih projektov sem že skenslil. Realno, po mojem, zdaj le samo v glavi, no. Vem, da moramo narediti eno podobno zadevo, kot jo je meter. Oni so vmes ene 10 videospotov so dali tako, ne vem, enega na mesec ven. Ti si mi je ful pomagal, a ne. Po mojem moramo bolj zdaj začeti. To je bilo takrat še z meduzami, pa tisto. Ja, to je bilo Sajta, ne. takrat, ja. Ja. Po mojem se moramo bolj v to smer obrniti. Da bolj artiš svoj stil pokažete. Ja, mogoče. direkt, Ker bod ja. moralni muskaj danes tudi video, ne? Ja, vse večinoma je Samo v videu tu. Večinoma je v videu tu. Video spot dobi večinoma poslušalcev, pa večinoma novih poslušalcev. In video je pač najboljša stvar za musko, realno. Zdaj mi smo sam preleni. Žalostno, ne? Ampak Ja, resnično. žalostno, ja. Itak, a veš, zaradi streamanja pa vsega tega, se to je Spotify naredil. Jaz mislim, da lahko krivimo za to. Zakaj, Ampak- mislim. Spotify dejansko spremenil način poslušanja glasbe, a ne. Jaz še zmeraj grem na ta star stil poslušanja glasbe, ko vidim en album, aj mi je všeč in celega poslušam od začetka pa do konca. Ja, mogoče, ker tam je bil šafe, pa Ja. tako meče. Ker jaz tudi ne vem, zdaj le nipke, da nov komad, ono, ki Dravle Records, ne vem, sem imel obletnico, ne vem, če si videl. A ne, to moram Ki so dali pogledati. ven Goran Bojan Cvetičan in pa te. So dali, pa sem tako isto rekel, grem cel album poslušati, ono, nisem tega, ono, imaš saj na YouTubeu, lahko greš, ono, daš si, ono. A, se vem, ker ga Ja, misliš. ono, ki ima neke rozen. Ja, slik. ki je A veš, zlot. ampak zapomniš si Ja. muziko po rozni slikci. Ja, ono, ni, direkt, ja. Ni več, ono, ja, daj. A ne, tako da ja. Ja, in recimo zdaj, kvat je pa tako cilj, recimo v letošnjem letu. Ja, nov leto. Ja, srečnega pa zdravega, stari. Enako, ja. Ja, ne vem, pač posnet toliko komadov, kot smo jih zdaj. Februarja plata, CD format zraven se v prodaju. Pa čez poletje bi imel nove koncerte, zdaj s Kotloncem smo se že malo pogovarjali. Kaj je tudi kakšen kamfest? Tudi kakšen Canfest, ja. S Kotloncem smo se tudi pogovarjali tam od spodaj, kaj je v Nodor, da bo V imel... kotlu misliš dol? Ja, direkt, ja. Da imamo tam ene parkrat, isto jaz imam ene 3 monce, ki so pač, sam hoče se pokazati zdaj publiki ostalima, ne. Tako da moram še njih malo spustiti iz kletke, da se najejo. Ne bed. Pa vas je več kot teh kamenčanov? Ja, zdajle se dela kolektiv počasno. Zdajle dobil sem enega z Duplice, en tam mal, ki me je spoznal na šoli, ki je malo naprej v Kamniku noter, se mi zdi, isto v letu. Pa še ta Lenart Spušnik, no, Sušnik iz Navihanih Štumfkov, isto malo zdaj pri meni repa. Pride kakšno nedeljo.
In ja, v bistvu plan letos je, da se naredi rap super grupca v Kamniku, kjer bomo pač imeli pa svoj cypher, svoj koncert in take stvari. Da ste v bistvu neki kamniški ansambl, rapere. Ja, neki tasga, kolektiv bolj, a veš. Pol ti v bistvu delaš tako, ni sam ti, da sam na sebi, tudi delaš tako, neko sceno v bistvu ustvarjaš, ne? Ja, valjda, Ker tega mogoče res ni, a ne? Ker bomo rekli tako, ne, ti si star, koliko zdaj boš 20, ne? A veš, metri so koliko 30, I guess, tam nekaj, ne? To in vmes je pa nekaj razkol, ne, kind of, ne vem. Ka pol imaš še ste zdaj bili na probahodniku, ne, teh par, bom rekel, ustvarjalcev, ki ste, ne? In kako ti je bilo v to probahodnik ta zdaj? Ta fora je bila ful dobra, probahodnik. Mi smo se že marca pogovarjali za to in so pač rekli, ja, 2 komada, ne, ali pa 3. In mi smo postali na 5 komadov, vse pač z našimi podlagami, pa to, da so se izberali, ne. In res so izbrali lih 2, ki sta bila najbolj za nič, kar se mene tiče. Ni bad. Zanimivo mnenje. Zanimivo mnenje, ja, direkt, ja. Drugač pa to so... Čak, koliko komadov sem ti poslal? 5? 5, ja. In on je lih 2, ki si bil, ko moraš še 2 dodati, da bo... Direkt, 2, ki moraš še 2 dodati, ja. Mislim, vse niste slaba. Dobar, ja, mislim, da je rap župca pa tema Rimoholika, se mi zdi, nisem prepričan, ampak ja, je ful dobro so se to spomnili, no. Sej, kakor sem slišal, bo tudi probahodnik volume 2, še večji pa še višji, tako da no, ko mi čakam. Bomo malo bolj proper komade za tja zrihtali. Boš poslal 3 namesto 5. Ja, se to, kvalitetne 3, ja, veš. Ja, se, ja ne, in kako pa s temi avtorskimi v to, kaj ti na YouTube daješ? To te noben ne pojebe, nič? Veš, da sem imel pred kratkim, ko sem izdal ta zadnji EP v tem letu, sem imel dejansko edino težavo s tem, ko je en beat imel isti sample in dejansko, ko sem poslušal, pač to je, ne vem, od kar enega, jaz sem prvič za enega slišal, en ameriški SoundCloud rapper, 2015. Vmes je že se upokojil z rapom, ne vem, imel je ful podobno podlago, ali slišal se je un sample, ki je zelo podoben, ampak ni bil isti, a ne. Tako da v bistvu, kar ti naredi YouTube, je sam, da pač ne moreš monetizirati tega, ne. Ne moreš dobivati casha ven, ne. Jaz pa itak še prevejhno ljudstvo manj, ki me posluša, da bi sploh imel plus iz tega. Ja, zaenkrat itak le še ni casha, tle bodo jaz nekaj ustvarjam, dobro se počutim in tako. Ja, se YouTube je direkt za to, sej naš plan ni to monetizirati, a veš. Fora je s cashom v tej industriji je pa lih to, ne. Če imaš ti en koncert, kanarja ni. Tako da moraš dejansko pač dobro planirati za te stvari, a ne. Zdaj, jaz si lahko zdajle začnemo planirati za koncert, ki bo decembra. Rečemo, dobimo glaven trg v Kamniku. Nam rečejo, ajde, 100 ljudi imaš lahko, a ne. In začnemo samo reklame skozi cel let za ta koncert. Karta 35 € in pač tako pa lahko ješ naslednje let, a ne. Isto je s CD-kami. 35 €, ta je malo huda. Ta je malo, iskreno, zdaj sem povedal Magnifikov primer, mislim, da 2017, 2018. To je on naredil, vmes ni nič delal, samo na koncert se je pripravljal in tako, ne vem, ni mu bilo treba pol skrbeti naslednje let, kaj pa kaj, a ne. Realno je lahko živel s tem cashom. Narediš iz tega koncerta tak pomp, ne. Ja, direkt, ja. To moraš narediti, ja. Je pa tudi, ja, CD-ke. CD-ke, ne vem. A se to sploh še prodaja, stari? Ne. Tak se pokrade, se pizda. Ja, to se ne prodaja več, ampak tudi ja, hočemo to malo nazaj dati, no. Tudi ne vem, če imajo doma folk, da si to predvaja, ampak glej, mi bomo dali CD-ke ven, stale bojo 4,20, noter bo nalepkica, 4,20, noter bo nalepkica, dali pa 2, bo taka kartica. Da je nekaj tako, kakor kind of gift, ki ga dobiš. Ja, kartica, ne vem, zelo si boš pa lahko na telefonu njih 19 komadov, ki bo na albumu in bolj bo nekak tak gif, taka gestica, a veš. Da ne boš res kupil samo zaradi CD-ja tisti. Nice. No, sam tega res realno ni več, ne, mislim, tako pač. Pač tako, ka gruntno stari, vsako muziko si greš na YouTube, pa YouTube to je MP3 počel, ne. Ja. Mislim, tako pač tega ne moreš ustaviti, tega piratstva in se njih po gruntu kaj, v bistvu je res show business ratala muzika, ne. Sploh ni več toliko. Ja. Dobrih pevcev ni več, ne, mislim. Ja, sam še založbe, a veš, založbe pa skrbijo in za oglede. Ker če ti podpišeš založbo za, ne vem, 3 projekte, a ne,
Oni ti lahko dajo za prvi projekt budžet 2 čuka evrov, ti tisto objaviš in pač oni lahko zgenerirajo tudi te oglede, ki so, zato da imaš ti ta občutek boljši, da si boljši, ampak konec koncev. Ja, to sem že slišal, ja, da so delali eni. Prav ena specifična založba, da so tam na enemu internetni strani so, ne vem, za eno kepo so naročili 10 000 unih ogledov in pač ja, da se to dejansko dela v moderni industriji. In kaj on se bolj počutil in kva pol? Pol pač založbi dejansko daje keša, ne. Ja. On nič ne zasluži pol iz tega, on sam tiskaj dobil na začetku za ta projekt. In ven tudi ne vem, če kaj dobi, to je pa odvisno od pogodbe, a ne. Lih zato kot Lonca mi nikoli ni ponudila nobene pogodbe, kar sem hvaležen za njih, oni me pustijo tam v miru, da delam in da rastem in lih zato. Vse to je point teh centrov mladinskih, da te ne oni tam terajo, zdaj mi rabimo nekaj služiš. Pa sej jaz mislim, da na koncu vsakeč, ki omeniš kot Lonco, pač, a veš, boš pa en čekant, ne. To je dosta, ne. Pa rečeš, ja, model 5 kaj provat, takoj boš v ena, razumeš. Mi tudi, ko stand-upe zdaj delamo, ne. V Kotlovenci zdaj vsak mesec bomo probali narediti enega. Pač why not, razumeš? Ja, pač, še ja, a veš, pač več, ko se dogaja, boljše, ja. Vsi pač, jaz pravim, še zmer najboljši glas je on, ki gre z ušesa v še. Direkt, ja. Z usta v ušesa, whatever, iz ušesa v usta, tako. Ne, tako da, ja, no, ni bed. Kva pa poslušaš, ko ne poslušaš rapa, stari? Poslušam hip-hop, samo hip-hop. Zdaj old school hip-hop. Kaj radija ne poslušaš? Ne, naštimam si telefon in mi špila muzika. Ja, no, ne vem, Naza. Nimaš enega komada, ki bi rekel, tam je pa všeč, pa kljub temu ni. Bolj po albumih delujem. Ja, pol se pa tako glasbeni so dokusec, kao. Pol nisi nekaj v Pink Floydi še vsem pa nekaj. Ja, Pink Floydi so mi zakona, ne. Mislim, se to je ono osnova glasbe. Respectam greatnessa, veš, se to je dejansko muzika, ne vem. Wish You Were Here mi je pomenil včasih del mojega življenja. Itak imam tudi Dark Side of the Moon na plati doma. Ampak večinoma imam pa hip-hop skozi na šafu na telefonu, ima mene 7 jurjev komandov. Ja, direkt. Da si skozi v tem, to je point. To je point. Rekl si mi prej, da drugače delaš, kaj 4. letnik, ne? Jop. Čega že? Srednje medijske in grafične šole. Če se lepo izrazimo. Ja, v glavnem in praviš, da v repu denarja ni. Kva boš delal za cash, stari? Kva boš šosoderstvo odprl, ne? Ja, dej. Realno pač casha ni, a ne. Kako sem se do zdaj znašel. Ker ti dejansko to delaš za svoj gušt, ne? Ja, za svoj prosti čas. Delal sem v Seven Burgerju zdaj do novega leta. Sem iz tam dobil cash po srednji palej. Ali faks, ali pa pač direkt produkcijska ekipa, a ne. Pa nekaj ustvarjate. Ja, zdaj kolega je že v eni produkcijski ekipi, ki so, ne vem, iz 3 modelov so prišli zdaj že na 7 in naslednje leto bojo pač iskali nove člene, a ne. Zdaj pa, ko se ti prijavljaš v to produkcijsko ekipo, moraš imeti ful dober, narejen svoj, pač, ne vem, pošljaš jim vse, kar znaš. Pa tudi neke projekte, ja. In pol je pač najboljše, da se čim več naučiš, a ne. To je pa lih ta srednja šola, na kateri sem, ne vem, leto se učimo audio produkcijo, spletne strani, InDesign pa Photoshop in skozi vsa ta leta, ne, so me že dosti naučili, da bi lahko rekel, da bi lahko svoj rezumej naredil relativno dober, a ne. Ja, zastopam. Se pravi, poče nekako zaključil vse skup. Ti itak si že skozi, bomo rekel, dedicated v to in že šolo si se v to vrgel in vse, ne. Yes, sir. Ja, pač ni ono, da ne vem, da si zdravnik pa še slučajno repaš, ne. Ja. Pač cel tvoj life gre za to, ne. In pač na koncu lahko tudi rečejo v bistvu, da to si tudi takrat si zaključil v tem intervjuju z Lenartom. Si rekel, da pač je treba sam pisati. Ja, sam pisati. Ampak, kaj pa takrat, ko ne moreš pisati, ko se ti ne da, stari, kaj takrat narediš? To, a imaš daj s tem težave ti kot stand-up komik. Sam pej čez. Mogoče ti ne bo... ampak, ok, se jaz vem, kako grem jaz čez, ampak kako greš pa ti mene zanima? Jaz si naredim nov odstavek v beležki, pišem naprej, vidim, da ni unga čara noter, da ni to toliko kvaliteten, kakor je naprimer 8 verzov prej, ko sem jih napisal. Ok, a ne? Ja.
če si vzameš si pauzo in še enkrat probaš. Pa kaj pa delaš, da sprostiš možgane? Ne vem, jaz grem kozarc, cedevite, Ni bed. cigareta ali pa kaj tazga. Malo se sprostiš, zluftaš svoje možgane, kolikor jih lahko, veš. Osredotočiš se dejansko na čisto eno drugo stvar, ker ni pisanje rap muzike. Tudi lahko greš s kolegom. Tako, da kakor čisto si odklopiti rekel. moraš, ne, Ja, čisto odklopiti moraš in lej pol, ne vem, če čez pol ure, čez 1 uro probaš še enkrat. Rekel si kadilc, ne? Veš, Ja. Pa tle mi je ful taka zanimiva, s kolegom smo imeli par dni nazaj debatali, pa me zanima zdaj, kaj boš ti rekel. Ajde, da slišim. Kao, a veš, kaj vsi pravijo, ne kadilci pravijo, ker jaz bi jih začel kaditi zato, da grem lahko na čik pauzo med šihtama, ne? Ja. Ampak pol je pa kolega rekel, ampak čakaj, mi prijemo 45 krat 180% delati, razumeš? Oni pa sam gnijejo po 8 urah na dol, ne? On rekel, ne kadilci. Kao kadilc, ki gre pa na čik, pa ki odklopa, ne? Prije nazaj spol z neko, pač, Ja. ne vem, ta prvič z 100%, pol z 95, ki ti zmerno opada, ne? Ja, Tako direktno. da, kakšna se ti zdi ta teorija? A bi jo vrgel ali bi jo... Jaz se ne bi vrgel. Meni se zdi, da je imel prav, vsaj en del tistega, kar je rekel. Greš Prav. na čik pauzo, to ti pač, takrat se malo resetiraš realno. Ne, jaz se spomnim, ko sem delal v pekarni tam dol v Šmarci, mi je en rekel, da je začel kaditi lih zaradi tega, ker sem imel pauzo samo unika za še na cigareto, a ne. Okej, a ne, ampak glej, direkt, čikati cigareta itak, če si odvisen od tega, ti pač veš, zakaj moraš iti na čik pauzo, a veš. Ja, to imaš prav. Malo, ko ti fokus pade, malo si živčen, a veš, začneš tako tam. Ja. Ok, dajva zaključiti še z eno stvarjo. Kaj je vprašanje za naslednjega gosta, pa tvoj moto življenjski, če ga imaš? Okej, daj si bom najprej en moto spomnil. Jaz mislim, da je moj moto One Love, veš, One Love. Okay. Vsi se imamo radi, veš, da je rože namesto pištol v vojnah. Se pravi, si mačkim Scene. hipi. Ja. Novodobni hipi. Ja, vsi smo, ja. Drugače pa vprašanje za naslednjega gosta. Ta kosmiči zadeva se mi je zdela zelo zanimiva. Me pa zanima, če tvoj naslednji gost ima raje bolj gosti čokolino ali bolj mlad, mislim, bolj Redek. ne gosti. Ja. Okay. Še prej me pa zate zanima. Ne smo full gosti. Nice, Da moraš domešati. da je beton. Ja, da pa je ti? prav obojeno, v bistvu, Mislim, po tako. feelingu. Ja, kakšen dan imaš, dan, danes je pa dan za gosti čokolino. Ja, direkt, ja. Danes gremo borbo, danes bo nekaj dela, grem si gozdga narediti. Ja, Ja, prav. direkt, ja. Možno je to, ne moš, ampak drugače pa rajš gozdga. No? Ja, ja, da rajš Redki mi je gozdga, tako ja. en smuti pol. Direkt, Da spiješ, kot ne. pač mlekuno iz... Pa še eno vprašanje imam jaz noter. zdaj zate. Cedevita, oranžna ali kjera druga sploh še obstaja? En je cedevita limeta ful dobra, to je ona ta modra. Ne, Okej. ful dobra. Počeš še zmer pravim. A veš, ko greš v gostilno, pa tako cedevita, pa te ona vpraša, kjero. Če rečeš cedevita oranžna, Ja. pa če se bolim, no, mislim. Če ne rečeš nobene druge barve zraven cedevite, ti mora prenesti oranžno s prve, a ne. Ja, ne, pa. Oranžna ti je OG, stari, ki Ja, sploh ne vem, točno to je. da je modra prišla zraven, da je rdeča prišla zraven. Pa rumena je Pa še. rumena je še, ja. Pa je pa to že... Po mojem jih je milijon, stari, sam niso še prišle v Slovenijo. Ja, tako kot zdravilo za raka. No. Ja, zdravim za raka. Ja, Dobra cedevita. primerjava. Ja, neč, dec, hvala ti, da Ej, si bil gost. hvala, ko si me povabil. Nikaj. Če bo še kdaj rabo kakšno družbo, tako na avto sem ti v Šmarci. Ajde. Gledali ste oddajo Jan David se pogovarja. Za pogovor z Janom pritisnite like. Za pogovor z Davidom pritisnite subscribe.